Anton Harej je kandidat Nove Slovenije, po izobrazbi je politolog, ukvarja pa se z evropskimi projekti. Na lokalnih volitvah kandidira prvič. Zavzemal se bom za močnejše gospodarstvo v regiji, za dostopnimi obrtnimi conami za podjetnike in gospodarstvenike, kot drugo močnejšo in učinkovitejšo občinsko javno upravo za doseganje teh ciljev in kot tretje močnejšo vlogo krajevnih skupnosti pri pripravi občinskih proračunov. Egon Dolenca predlaga stranka Mira Cerarja, s politiko še nima izkušenj, prihaja pa iz gospodarstva. Moje prednostne naloge bodo krepitev gospodarstva, nova delovna mesta in skrb za socialno ogrožene. V ta namen bom ustanovil poseben občinski finančni sklad, v katerega bom od moje plače vsak mesec nakazoval po 500 evrov, saj bom s preostankom županske plače lahko primerno živel. Andrej Miška je kandidat Socialnih demokratov, je direktor Novogoriške komunale, mestni svetnik, bil pa je tudi že podžupan. Potenciali naše občine niso izkoriščeni, ne naravni, ne gospodarski in ne človeški. Prisluhnil bom ljudem in naši občini vrnil nekdanji sijaj. Občino si predstavljam kot gospodarsko uspešno, turistično zanimivo, ekološko in pa prijazno ljudem. Naši občani si to zaslužimo. Damjano Pavlica predlaga Slovenska demokratska stranka, je upokojena bančnica in predsednica krajevne skupnosti Šempas. Zavzemala se bom za razvoj podjetništva in s tem bodo prilike za nova delovna mesta za mlade. Nova Gorica je pridobila z Bevkovim trgom neko dodano vrednost, zdaj je treba še nekaj polepšati in potem se treba preseliti tudi na podeželje, tudi v krajevnih skupnostih. Čakamo, da se nekaj razvije, razvoj kmetijstva, razvoj turizma. Darinko Kozinc predlaga Zveza za Primorsko. Poznana je kot dolgoletna ravnateljica, mestna svetnica, bila pa je tudi že podžupanja. Za mesto županje se poteguje drugič. Bistvo programa sloni na decentralizaciji, pošteni delitvi javnega denarja, na razvoju, na človeških virih in pa seveda tudi na pomoči mladim podjetnikom pri njihovih dobrih poslovnih idejah in na zelenem mestu in zelenih energijah. Miran Milner je kandidat svoje liste, je poznan novogoriški podjetnik, deluje pa tudi na področju športa. Je mestni svetnik, za župana kandidira drugič. Realiziral bomo vodovode od Orenberga do Stare Gore, cesto na Gradišče, servisni objekt v Novi Gorici, remizo, kjer bo nova tržnica, mestno galerijo bomo umestili noter, zgradili bomo dvorano za 400 ljudi, obnovili zdravstveni dom ter vodovodno in Prvomajsko ulico. Na svoji listi kandidira tudi Gregor Veličkov, dela kot odvetnik, poznan pa je tudi kot mestni svetnik. Mislim, da je najpomembneje, da se začnejo občine regijsko povezovati, tako v turističnem kot v gospodarskem smislu. Menim, da je potrebno narediti občino prijazno ljudem, prijazno kolesarjem, prijazno pešcem. Menim, da je potrebno dobiti mladim nova delovna mesta in zato se bom tudi zavzemal. In še en kandidat svoje liste, Luka Manojlović. Po poklicu je inženir informatike in na tem področju dela kot podjetnik. Naša primarna prioriteta je ponovna revitalizacija ideje o univerzi v Novi Gorici in nujno osvežitev te ideje v smislu vzpostavitve kampusa. Mogoče malo simbolno, da smo postavljeni tudi tukaj. Naš pogled na Goriško je malce širši in absolutno zajema vse tri občine, Novo Gorico, Šempeter in Staro Gorico. Tudi sedanji župan Matej Arčon se je tokrat odločil za svojo listo, poteguje pa se za svoj drugi mandat. Vesel sem, da smo v tem mandatu delovali brez koalicije in opozicije, da smo 30 ključnih projektov speljali 25, 2 sta še v teku. Prepričan sem, da samo z dobrim sodelovanjem in povezovanjem lahko naredimo veliko dobrega za mestno občino Nova Gorica in njene ljudi. Vodilo, ki ga vsekakor velja upoštevati.